Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Naš nocojšnji gost je eden izmed najbogatejših Slovencev, investitor, podjetnik, ustanovitelj in tudi direktor podjetja Belektron, ki se ukvarja s trgovanjem emisijskih kuponov. Lepo pozdravljeni v našem studiu, gospod Boštjan Bandelj. Pozdravljeni. Govorila bova seveda o zelenem prehodu, o tem, kako podjetniki gledate na poslovni model, ki ga zagovarja Evropska unija tja do leta 2050. Govorila bova o resnosti ogljičnih odtisov, ki jih danes puščamo v svetu, o podnebni krizi, o tem, koliko je to politična agenda in koliko seveda se resno soočamo s spremembami v našem okolju. Pa tudi o tem, kakšno je okolje za podjetnike danes v Sloveniji in kakšen je vaš recept za uspeh. Začniva seveda v letu 2007, mislim, ali 2008, ko ste podjetje Belektron ustanovili. Kako sploh ideja ustanoviti podjetje, ki se bo ukvarjalo s trgovanjem emisijskih kuponov? A ste že od majhnega verjeli, v lastno podjetje, neko lastno poslovno idejo, s katero boste uspeli na tak način? No, od nekdaj, od malih nog sem imel, neko trgovsko ali pa poslovno žilico. Ampak po neki karieri, dolgi 6-7 let v podjetju, v državni lasti, sem gotovo, da je čas, da grem na svoje. V tem podjetju, v Holding Slovenske elektrarne, sem se ogromno naučil, podjetju ogromno dal, ampak začele so me omejevati, lahko temu rečem, spone velikega sistema v državni lasti. In rekel sem, star sem bil takrat 32 let, ko sem zdaj je čas, da se poskusim na svoje. In ko sem ustanavljal podjetje Belektron, ga sploh nisem ustanavljal z namenom, da bo trgoval z emisijskimi kuponi. Namreč videl sem se predvsem v upravljanju premoženja, s tem tudi začel. Prvi posel z emisijskimi kuponi sem pa sklenil šele po enem letu po ustanovitvi podjetja. Zakaj? Takrat se je ta trg v Evropi šele začel postavljati. V Sloveniji se s tem ni ukvarjal nihče. Tudi podjetja, ki so bila vključena v to shemo, niso imela dovolj znanja, informacij. In v tem sem prepoznal neko poslovno priložnost in sem rekel, dajmo se s tem ukvarjati kot ena izmed dejavnosti podjetja. Potem pa po 3 letih se je izkazalo, da ima ravno to področje največji potencial, tako da smo zaprli, prenehali z vsemi ostalimi dejavnostmi in se fokusirali 100% na trgovanje z emisijskimi kuponi. Če se ne motim, vaš direktor na HSE je bil pokojni dr. Jože Zagožen, ampak a je bilo to, kar ste vi počeli na HSE, vi ste, mislim, da inženir po poklicu, ne? Je bila to podlaga za to, kar ste potem počeli v Belektronu? Vam je dala delo na HSE-ju kakršnokoli podlago za to, s čimer ste se kasneje ukvarjali? Ja, moja izobrazba je kombinirana. Jaz sem končal najprej elektrofakulteto, močnostno smer, potem pa vzporedno zraven še ekonomsko fakulteto. Vedno sem nekako kolebal med tem, kaj me bolj privlači, ali tehnika ali ekonomija. Na drugi strani na koncu se odločil, da bom doštudiral oboje. Potem sem pa končal še magisterij na elektrotehniki za tako zelo ekonomsko temo, in sicer na temo vrednotenja črpalnih hidroelektrarn. Na podlagi te moje teme oziroma vzporedno sem izdelal tudi analizo rentabilnosti črpalne hidroelektrarne Avče. In zanimivo, ta elektrarna je potem tudi na podlagi te moje analize dejansko zgrajena. Leta 2001-2002, ko se je ustanovil Holding Slovenske elektrarne, se mi je zdelo to neko idealno delovno mesto za mojo izobrazbo. Se pravi, prej so bile elektrarne centralno vodene, potem je pa prišlo do liberalizacije, začelo se trgovanje z električno energijo, manjkalo je kombinacije teh obeh znanj. In tam sem dobil ogromno znanj, tudi ogromno nekih znanj in rezultatov pustil na podjetju.
V času moje zaposlitve, delal sem pod 3 direktorji, zadnji bil pa pokojni dr. Jože Zagožen. In ko sem mu dal odpoved, me na vse pretege želel prepričati, da ostanem, ampak jaz sem bil odločen, da grem in se poskusim na svoje. Gospod Bandelj, malce nenavadna pot, ne? Državni uradniki, ki tako zgodaj v svoji karieri tako uspešno delujejo in so dobro plačani, se redko odločijo izstopiti iz tega sistema, ki nudi neko varnost, ne? V bistvu potrebovali ste precej poguma, verjetno takrat, da ste tudi v luči, še niste vedeli, da bo kriza, ampak koliko poguma je bilo potrebno pustiti takšno službo in se podati povsem v neznano? Jaz sem vedno bil tazga avanturističnega, raziskovalnega duha. Ne. Že kot študent sem prepotoval pol sveta z nahrbtnikom, vedno me je zanimalo tisto neznano, nekaj novega, ne, in tudi zaradi tega sem dal odpoved, ne, ker bil sem tam, 6-7 let in vse se mi je zazdelo, da postaja del nekih utečenih tirnic. In sem rekel, zdaj je čas za nekaj novega. Ja, je bilo pa to velik šok za mojo družino. Starše, tašče, vsi so rekli, ne, pa kaj ti je, tako službo imaš, tako plačo imaš in ti daješ odpoved in ustanavljaš podjetje. Kaj ti je tega treba? Kakšen je torej vaš nasvet vsem, ki se želijo podati na samostojno pot, ki imajo to podjetniško žilico? Je treba tvegati? Kaj je vaše vodilo? Tvegati, ampak vedno sem bil pristaš ne slepega tveganja, ampak premišljenega tveganja. Ne? Če se v nekaj podajaš, dobro se spoznaj z okoljem, v katerega greš, pa dobro spoznaj tudi sebe. Kaj so tvoje kvalitete, kje si močen, kje lahko konkuriraš na trgu, kje mogoče rabiš kakšno pomoč. In na podlagi tega, bom rekel, inženirsko gledano neke take statične analize, se odloči, kaj je zate v tistem trenutku najbolj primerno. No, sedaj o enormnega uspeha podjetja še pridem, ampak kakšna je bila vaša vizija Belectrona, ko ste ga ustanavljali? Ne? Verjetno niste pričakovali, kako uspešno bo. Nikakor ne. Gotovo, ko se lotiš podjetništva, takrat sem imel mlado družino tudi, je eden izmed motivov tudi poskrbeti za svojo družino. Pa tudi izkazati se. Fantje smo zelo že po naravi tekmovalni. Skratka, želiš iti na igrišče, pokazati, kaj znaš in se pomeriti z ostalo konkurenco. Moje želje takrat so bile postaviti se na svoje noge, ne imeti šefa in s tem zagotoviti neko normalno eksistenco sebe in svoje družine. Ampak videli ste priložnost v trgovanju z emisijskimi kuponi. Zakaj? Kako ste se prvič z njimi spoznali? Danes, po tolikem času, mislim, da je 20 let, odkar jih je dala Evropska unija na trg, ljudje ne vedo čisto dobro, zakaj pravzaprav sploh gre. Kako izgleda biti trgovec z emisijskimi kuponi? Ja, zelo zanimivo. Še danes je ta del gospodarstva, vse v Sloveniji, zelo zavit v neko tako famo, ne? Ampak kot zanimivost ne povem, da je letnega prometa z emisijskimi kuponi približno 800 milijard evrov. Ne samo v Evropi, tudi približno 25 drugih svetovnih držav ima podoben način boja proti emisijam toplogrednih plinov in samo naftni trg od vseh surovinskih trgov je večji. Ne? Vsi ostali surovinski globalni trgi so po trgovalnem volumnu manjši. Kako sem pa začel do tega priti, se pravim, v leta 2005 se je to trgovanje začelo, jaz sem se s tem spoznal na holdingu, ampak takrat je bila neka testna faza, ne? To je bilo nekaj zelo obrobnega. Ne? Potem pa leta 2008, ko sem ustanovil podjetje in skozi leto 2008, ko sem se ukvarjal z drugimi dejavnostmi, sem opazil, da v Sloveniji ni podjetja, ki bi se s tem ukvarjalo. Po drugi strani je bilo v to shemo vključenih približno 100 največjih industrijskih podjetij. In tudi na teh podjetjih ni bilo nekega znanja ali pa razumevanja, zakaj sploh gre, samo te kupone so dobile takrat brezplačno na svoje račune. Ne. In jaz sem potem dejansko začel z mobitelom, takrat nisem imel niti pisarne, delal sem v domu, z mobitelom klicati uprave teh podjetij in jih spraševati, a vejo, da imajo te kupone na računu, kaj sploh je to in ali se zavedajo, kakšne možnosti te kuponi prinašajo. Ne. Spomnimo, takrat se je začela ta globalna gospodarska kriza in kar nekaj slovenskih podjetij je zašlo v likvidnostne težave. In jaz sem jim omogočil s tem, da so prodali te kupone in dobili takoj neko likvidnostno injekcijo, da so si olajšali
svoje poslovanje. To so bili začetki, bom rekel, zelo, zelo akviziterski in kot nekaj, kar sem delal za postrani. Ampak potem se je pa skozi leta izkazalo, da ima to področje velik potencial. Na podlagi tega sem se odločil, da bom prenehal z vsemi ostalimi dejavnostmi. Mislim, da še leta 2012 se je Belektron usmeril izključno v trgovanje z emisijskimi kuponi. Če še malce tole razloživa oziroma razdelava, se pravi, toliko kot neko podjetje kuponov ima, toliko emisij lahko izpusti. Tako je. Kuponi so samo orodje Evropske unije, da zasleduje svoje politične cilje. Politični cilj je zmanjšanje emisij. In to naredijo na tak način, da pač vsako leto izdajo manjše število teh kuponov. En kupon je pa tako, kot ste pravilno izpostavili, dovolilnica za izpust 1 tone ogljikovega dioksida. In podjetja so dobila določeno količino dovolilnic, kuponov in toliko so lahko potem tudi onesnaževala ozračje. Če so želela več onesnaževanja, če je njihovo delo temeljilo na onesnaževanju ozračja, izpustih, so potrebovala več kuponov. In obratno, če so investirala v neko bolj zeleno proizvodnjo oziroma tehnologijo, so zmanjšala svoje emisije in so jim potem tej kuponi ostali kot viški in so jih lahko prodala in s tem izboljšala svoj poslovni rezultat. Takrat na začetku je bilo večina teh kuponov podjetjem predanih brezplačno, potem je pa skozi leta ta brezplačna dodelitev padala, danes se večina teh kuponov jih države prodajo na vsakodnevnih aukcijah. Evropska unija te aukcije izvaja centralno, izvaja se vsak dan in podjetja, tista, ki jim kuponov primanjkuje, oziroma tista, ki niso še investirala v bolj zelene tehnologije, morajo te kupone vsako letno kupovati in na koncu leta jih predložiti v količini, kot so imela dejanskih emisij toplogrednih plinov skozi preteklo leto. In če prav razumem, vedno manj je teh kuponov v obtoku, kar pomeni verjetno tudi, da so vedno dražje. Vedno manj je teh kuponov v obtoku in spet, kuponi so orodje Evropske okoljske politike. Ta politika trenutno, oziroma zakonodaja, ki je že sprejeta, pravi, da bo Evropska unija brezogljična, ta net zero, famozni cilj, leta 2050. Še več, industrija, ki je vključena v to trgovalno shemo, se mora pa razogljičiti že do leta 2040. Tako da nekje do leta 2040 bo število izdanih kuponov padlo na nič. Kar se tiče pa cena pa zasleduje tako kot na ostalih trgih, nekemu ravnovesju med ponudbo in povpraševanjem. Na to pa vpliva vrsto dejavnikov. Eno je sigurno količina kuponov, ki jih Evropska unija izda, na drugi strani pa gospodarske razmere, cene ostalih energentov, napredek tehnologije in tako naprej. Torej, če prav razumemo, Belektron je uspel s tem, da je kupoval kupone od nekih podjetij, ki jih niso potrebovali in prodajal drugim, ki so jih potrebovala in služili ste z maržami. Točno tako. Mi smo bili klasičen trgovec, tako kot je mogoče kdo trgovec z avti ali pa s pralnimi stroji, smo mi trgovali z emisijskimi kuponi. Kupovali smo jih tisti, ki so jih imeli preveč, prodajali tistim, ki so imeli premalo, tako smo začeli. Skozi leta in evolucijo trga in evolucijo tudi našega podjetja je pa ta pristop nekako se razvil tudi v neke bolj sofisticirane prijeme. Danes večino našega prometa in tudi dodane vrednosti ustvarjamo z izvedenimi finančnimi inštrumenti. No, sliši se zelo preprosto, Kako vam pa je uspelo, da tako rečeva, premagati konkurenco? Verjetno niste bili edini, ki ste poskušali. Ja, zanimivo vprašanje, tudi ne vem, če vam znam zadovoljivo odgovoriti. Takrat, ko je Belektron začela, je bilo, pa naslednja leta je bilo v Evropi in tudi v Sloveniji na stotine takih podjetij, ki so pač imela nek isti poslovni model, da bodo trgovala z emisijskimi kuponi. Skozi vsa ta leta so pač ta podjetja ali odpadala en za drugim, ali so bila prevzeta strani večjih korporacij. Nekateri ste prevzeli tudi vi, če prav razumem. Tako je. Kot zanimivost naj povem, da leta 2009, ko smo začeli trgovati, smo kot veletrgovca imeli samo eno podjetje, in to je bilo neko madžarsko podjetje, prek katerega smo pač plasirali te kupone, ki so recimo prodajala slovenska industrijska podjetja ali v obratno smer. Potem čez 5-6 let smo to podjetje dejansko prevzeli oziroma stopili v njega kot solastnik, ga dokapitalizirali, ga tudi prestrukturirali in potem čez nekaj let z dobičkom prodali neki nizozemski finančni skupini. Zakaj podjetja, ta velika, sploh potrebujejo posrednika? Ne vem,
zakaj niso med seboj sklepale posle in si te kupone med seboj izmenjevale za kakšne druge posle? Ja, dejansko ga ne potrebujejo. Ne? Ampak isto vprašanje je, zakaj greste rabljen avto recimo kupiti v neko avtohišo, zakaj ga ne kupite neposredno od prodajalca. In ga lahko. In marsikdo tudi pri emisijskih kuponih to dejansko tudi dela. Ne? Se pravi, da se dve podjetji, eno, ki ima višek, eno, ki ima primanjkljaj, povežeta. Ne? Ampak marsikdo gre pa k trgovcu, ne zato, ker bi moral, ampak zato, ker je to pač bolj komod. Vaša poslovna ideja je evidentno uspela. Ste med 10 najbogatejšimi Slovenci, to so rekli na začetku. Kje se je zgodil ta prelom, skok, ko je Belektron ustvarjal res največji dobiček? Je to bila neka točka, kakšen poseben dogodek v svetu, ki je na to vplival, ali ste to preučili? Ja, jaz svoje poslovne poti nikoli nisem omejeval na Slovenijo, niti ocene, kako uspešni smo. Ne. S ponosom lahko povem, da je pač Belektron danes največji neodvisni globalni trgovec po prometu z emisijskimi kuponi. Skratka, da nismo del ali neke investicijske banke, velike finančne inštitucije ali pa nekega energetskega velikana. V zadnjih letih je naš promet predstavljal nekje 1 do 2% globalnega trga z emisijskimi kuponi. In smo praktično edino res veliko neodvisno globalno podjetje za trgovanje z emisijskimi kuponi. Da smo pa do tega prišli, je bilo pa potrebno ogromno trdega dela, ogromno znanja, inovativnosti. Skratka, morali smo biti hitrejši, boljši, bolj učinkoviti kot naša konkurenca in ne narediti nobene velike napake. Zdaj pa ta rast poslovanja skozi leta je bila pa kar nekaj takih kvantnih velikih skokov se je zgodilo. Ne? Skoki takih stvari kot podjetnik ne moreš napovedati, ne moreš pričakovati, lahko pa si pripravljaš, da kot priložnost pride, da jo prepoznaš in da si sposoben potem hitro skočiti na ta drveči vlak. Kakšen konkreten primer? In to je nam uspelo. Recimo prvi tak skok je bil, mislim, da je bilo to leta 2012, ko je propadla največja borza z emisijskimi kuponi v Evropi, pri kateri je večina teh lokalnih trgovcev plasirala kupone oziroma na tej borzi kupovala. In kar naenkrat so ostali pač brez te, po domače povedano, tržnice. In takrat je imel Belektron vzpostavljeno infrastrukturo, da smo lahko se zavarovali pred cenovnimi tveganji, če gre cena gor, dol. In na ta način smo se lahko vzpostavili kot glavni evropski veletrgovec za te manjše trgovce. In to je bil prvi tak veliki skok. V enem letu, ne vem, nam je dobiček prometu vse zrastel za reda 10 in večkrat. Potem je bilo skozi leta še mogoče 2 ali pa 3 taki skoki, ampak vedno je bilo potrebno biti hitrejši, bolj učinkovit od konkurence in to nam je uspelo. Kako pa si boljši in hitrejši od konkurence? Kakšen nasvet za podjetnike? Znanje, fokus pa pripravljenost. Ne? Mi smo zelo gradili na infrastrukturi, da smo imeli stvari pripravljene, zelo smo gradili na znanju. Zelo pomembna je pa tukaj tudi neka osebna integriteta, sploh v teh trgovskih poslih, kjer smo zelo vpeti v te finančne tokove, poslujemo z največjimi evropskimi globalnimi finančnimi inštitucijami, največjimi korporacijami in zelo težko je bilo na začetku priti zraven, po domače povedano. Ne? Skratka, leta sem porabil, da sem pač trkal na vrata, obiskoval na sejmih, podiral te ovire, ker te pač ne spustijo zraven, ker nisi kredibilen. Ne? Skratka, kako si ustvariti to kredibilnost. To lahko gradiš pa samo z res popolnim izpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti. Mi smo del našega uspeha, recimo, je temeljilo na temu, da smo v istem dnevu, ko smo dobili kupone, prodajalcu recimo plačali, da je že prejel svoj denar, svoj račun. To je bilo takrat unikum in v teh časih, ko je bila likvidnost velika težava, nam je to veliko pozitivnih točk prineslo. Z vsemi partnerji smo vedno do popolnosti izpolnili svoje zaveze in potem korak po korak, poslovni partner po poslovni partner, se nekako vzpostaviš kot zaupanje vredna najprej posameznik,
potem pa tudi podjetje, na koncu inštitucija. Ne. Tako da jaz sem zelo ponosen, da je Belektron danes tudi v tem mednarodnem okolju predstavlja, da ne rečem, nekega šampiona, podjetje, po katerem se tudi ostala podjetja v panogi želijo zgledovati in tudi kopirati. Sliši se kot nekaj, kar delate dneve in noči, ne? Ja, sploh na začetku, to so bili res naporni urniki. No, jaz sem delal leta in leta, bom rekel, po dvojni delavnik, 16 ur na dan, vikende na morju, ko smo bili, sem imel stalno s sabo laptop odprt na plaži cele dneve. Tako da začetki seveda so bili težki, potem pa skozi leta, tudi na podlagi tega, da sem dobil in da je podjetje vzgojilo zelo sposobne in samostojne sodelavke in sodelavce, se nekako v zadnjih letih to že postaja neke vrste bolj utečen posel. Tako da sem imel čas se začeti posvečati pa tudi nekim drugim poslovnim projektom. Kaj pomeni padanje teh kuponov na trgu in brezogljična družba, vsaj načrt do leta 2050? A to pomeni konec za Belektron v tem smislu, kot zdaj obstaja? Ja, leta 2040 dejansko se bo zaključila po trenutni zakonodaji ta trgovalna shema v Evropi. Še vedno Evropa ne predstavlja celega sveta, ne, tako da Belektron je s svojimi aktivnostmi prisoten tudi na drugih trgih. Pokrivamo vse celine. Mi več kot 99% našega prometa ustvarimo v tujini. Še več, v zadnjih letih smo več kot 50% našega dobička ustvarjali izven Evropske unije. Če vas malo izzovem, si želite, da izpusti ostanejo, vsaj nekje drugje po svetu? Da odgovorim, leta 2040 bom star 65 let in čist lep zaključek te trgovalne kariere z emisijskimi kuponi bi bil, ne obremenjujem se z koncem te trgovalne sheme, sploh, ker to pomeni tudi nek prehod tako gospodarstva kot družbe v nek nov način delovanja. Upam, da bo uspešen, upam, da bo prinesel blaginjo, bo pa zato potrebno veliko zrelosti in predarka tudi s strani oblikovalcev gospodarskih in podnebnih politik. Do danes temu ni bilo vedno tako. Eno je to, kar se vi želite kot podjetnik, ki trguje z emisijskimi kuponi, drugo je to, kakšna so vaša osebna prepričanja. Menite, da gre Evropa s svojo vizijo brezogljične družbe po pravi časovnici in v pravo smer? Ko gledamo preostali svet, vedno več je tega, ne? Evropa se strelja v koleno. Na eni strani vidim te okoljevarstvene cilje, ne, ki so včasih visoko leteči, včasih tudi mogoče malce preveč idealistično zastavljeni. Ne. Na drugi strani vidim geostrateški interes Evrope. Ne. Evropa, spomnimo, nima svojih fosilnih virov. Ne. Mi imamo zelo malo zemeljskega plina, zelo malo nafte, ne, in v preteklih letih se je kristalno pokazalo, kako odvisni smo in kako tveganje predstavlja ta odvisnost. Ne. Ker če se ti tokovi ali pa samo del teh tokov prekine čez noč, je to šok za gospodarstvo, ki nas je stal, ta rusko-ukrajinska kriza, po moji oceni 1000 milijard evrov. Tako da ta zeleni prehod, skratka prehod iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije, je za Evropo, po mojem mnenju, ne samo nek okoljski smisel, ampak tudi ima svojo vrednost iz tega geostrateškega, gospodarskega vidika. Ne? Tako da jaz mislim, da je smiselna. Zdaj drugo vprašanje pa je, če je pot, ki smo si jo zadali, optimalna. Ne? Tej cilji so se skozi leta stalno zaostrovali. Zaostrovali so se na podlagi zahtev javnega mnenja volilcev, predvsem zahodnoevropskih držav. V Sloveniji ta tematika nikoli ni bila, bom rekel tako, v središču nekih niti javnih, niti političnih debat. Medtem ko v Zahodni Evropi je bilo drugače in te zahteve so bile, da je treba pohitriti ta tempo in zaostriti cilje. In to se je dogajalo dejansko do leta recimo 2022, ko je bilo sprejeta ta
evropske European Green Deal, ne, in ta net zero, ne, cilj za brezogličnost leta 2050. Zdaj pa, da bomo pa do tega lahko prišli, sta pa v bistvu potrebni dve stvari. Prvo je, da elektrificiramo promet, ogrevanje in industrijske procese, potem pa, da električno energijo proizvedemo iz brezogljičnih virov. Ne. In tukaj se je veliko upanja polagalo na razvoj vodikovih tehnologij najprej, ki bi omogočala sezonsko hrambo viškov energije. Recimo sončno energijo, ki sije nekaj ur na dan in pretežno v Evropi v poletnih mesecih, s temi viški, da bi z elektrolizo proizvajali vodik in potem ta vodik po zimi koristili za proizvodnjo električne energije v plinskih elektrarnah. Ne. In ta del, bom rekel, tehnološkega razvoja zaostaja. Ne. Kljub desetinam milijard subvencij, ki jih je Evropska unija namenila v ta namen, še ni neke tehnološko in finančno sprejemljive rešitve. Tako da tukaj je moja največja skrb, po drugi strani smo pa priča izjemnemu razvoju in pocenitvam na eni strani obnovljivih virov energije, vetrna, predvsem pa v zadnjih letih sončna energija. In kar je še bolj pomembno, v zadnjih letih temu sledijo tudi baterijski hranilniki. Ne. Skratka, z baterijskimi hranilniki mi lahko te dnevne viške shranimo in jih porabimo po noči. Konkretno v Sloveniji recimo tehnično in finančno zelo smotrno lahko 8 mesecev na leto pokrijemo porabo električne energije s proizvodnjo sončnih elektrarn in z baterijskimi hranilniki. Nimamo pa rešitve za preostale 4 mesece. Zdaj se postavlja vprašanje, ali upati na preboj vodikovih tehnologij. Če tega ne bo, moramo te preostale 4 mesece se še vedno opirati na fosilne vire. V Sloveniji je to termoelektrarna Šoštanj, plinska elektrarna Brestanica, pa verjetno bo še kakšna potrebna. Potem so pač te cilji o brezogličnosti leta 2040-2050 tehnološko neizvedljivi in bodo, če ne bodo spremenjeni, pripeljali do velikih težav, rasti cen, tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Druga alternativa je pa, da gremo, ne govorim samo za Slovenijo, ampak celotna Evropa v popolni jedrski scenarij. Skratka, da začne cela Evropa na veliko graditi jedrske reaktorje. Tako da zdaj smo prišli v neko obdobje, ko prihaja malce negotovosti. To je vse to še začinjeno najprej s COVID krizo, potem z rusko-ukrajinsko vojno, z energetsko krizo. Tako da danes se tudi v politiki vedno bolj postavljajo vprašanja, ali je ta cilj, ki je zastavljen, realen, ali bi bilo treba stvari na novo pogledati in ovrednotiti. Mnenja so pa, kot v zadnjih časih vidimo, o vseh stvarih v Evropi močno deljena. Nekatere države, nekatere politične struje, stranke pravijo, da so cilji še premalo ambiciozni, drugi opozarjajo, da pač, kot ste sami rekli, da se lahko Evropa ustrelila ali pa da se je že ustrelila v koleno in tukaj nekega konsenza ni. No, sej, to so zdaj kupico pod vprašanj imam. Najprej me zanima, pravite, kako in kdaj je to izvedljivo. Recimo popolna prepoved zgorevanja motorjev na notranje zgorevanje do leta 2035. Nekaj, kar zdaj poskušajo na novo izpogajati v Evropski komisiji. Češ, to je neuresničljiv cilj, s katerim bo Slovenija uničila svojo avtomobilsko industrijo. To je samo en primer tega, da preostali svet, države BRICS-a temu ne bodo sledile in kaj bo to pomenilo za Evropo. In tudi, ali smo preveč, kako bi temu rekel, čisti v Evropski uniji, ko pa Zahod, to je jasno, proizvede izpustov zgolj nek procent v primerjavi z državami tretjega sveta. Jaz nisem pristaš takšnih političnih prepovedi. Ta prepoved je bila izglasovana precej nepričakovano. Mislim, da mora zeleni prehod temeljiti na rešitvah, ki bodo boljše
bolj učinkovite, na koncu tudi cenejše. Da jih bodo ljudje sami izbrali. Točno Da se tako. jih bodo izplačalo. Jaz sam že 2 leti vozim električni avto in sem nad to tehnologijo izjemno navdušen. Ampak številni pa niso, sploh v Sloveniji. Ne? Absolutno ja, in mislim, da mora ta tehnologija prevladati takrat, ko bodo ljudje, potrošniki, jo sprejeli kot boljšo, bolj učinkovito in cenejšo od nekih klasičnih, v tem primeru, avtomobilov na motorje z notranjim izgorevanjem. Ne pa, da se to zgodi na podlagi neke politične prisile, ki povzroča samo odpor med delom ljudi. Tako da mislim, da ta način ni pravilen, da je treba dati tehnologiji čas. Vidimo, da se ta tehnologija, prej sem omenil solarni paneli, baterijski hranilniki, električna vozila izjemno hitro razvija. Tukaj pred naši Kitajska, ki gre zelo zanimivo iz ene podobne pozicije kot Evropska unija, skratka država brez omembe vrednih lastnih fosilnih goriv, praktično z sicer velikim zamikom, reda 10-15 let, po isti poti kot Evropa. Skratka, razvija tako obnovljive vire energije, zelo močna na proizvodnji in implementaciji električnih vozil, ampak brez nekega ideološkega pristopa, ampak zelo pragmatičen, industrijski pristop z namenom ojačati tako svoje gospodarstvo, kot zagotoviti dober življenjski standard za svoje prebivalstvo. No, saj, ko pravite ideološki pristopi, zdi se, da se je itak politika na Zahodu, to je opazno predvsem v Evropski uniji in v Združenih državah Amerike prilepila. En del politike se je prilepil na zeleni prehod, so ga ponotranjili kot njihovega, drugi del je izrazito skeptičen, nekateri celo zanikajo podnebne spremembe. Ja, to je zelo zanimivo. Poskuša politika izkoristiti sam zeleni prehod? Vedno, v zadnjem času vse bolj. Pa tukaj je potrebno povedati, da saj na nivoju Evropske unije je bila vsa ta zakonodaja zelenega prehoda od leta 2000 do leta 2022-2023, tudi konec koncev danes, sprejeta z zelo širokim konsenzom. Konsenzom najprej v Evropskem parlamentu Evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih. Skozi vso to obdobje. Tudi danes, recimo nemška CDU, ki ima tudi glavnega koordinatorja Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu za okolje in podnebne politike, vztraja pri zelo, zelo strogih ciljih zmanjšanja emisij na nivoju Evropske unije do leta 2040-2050. Tako da Evropska ljudska stranka je skozi vsa leta zagovarjala tako zeleni prehod, kot tudi tržne pristope v konkretno trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. Pri tem je pa tudi opozarjala na vidike konkurenčnosti industrije. Na drugi strani socialisti ravno tako so bili za, ampak so opozarjali na socialne posledice. Rudarji recimo na Poljskem, Češkem, Nemčiji, tako naprej. Za liberalno strujo zeleni prehod da, ampak morajo biti tržni pristopi. Za zelene je bil pa vsak ukrep premalo ambiciozen. Ampak na koncu je ta, bom rekel, niti ne moram temu reči koalicija, ampak ta skupek vseh teh strank so z zelo visokim konsenzom to zakonodajo sprejemali in potem mora pa to zakonodajo sprejeti še Evropski svet, v katerem so pa združene vse evropske države. Ponavadi se je ta zakonodaja potrjevala na Evropskem svetu s konsenzom, tako da so bile vse države za. Tako da ni pravilna interpretacija trenutno, da je samo en del političnega pola na evropskem nivoju, govorim, podpiral ta zeleni prehod, na drugi strani pa del, ki mu je stalno nasprotoval. Je pa res, da se v zadnjih 2 letih ta mnenja vedno bolj krešajo. Ta skrajna desnica je absolutno proti v Evropskem parlamentu, v zadnjem obdobju se pa tudi znotraj Evropske ljudske stranke vedno bolj porajajo pomisleki, spet zelo različno po posameznih državah. V nekaterih državah je tudi ta zmerna desnica še vedno zelo ambiciozno usmerjena.
Na drugih državah, predvsem govorim centralni, vzhodni Evropi, se pa pojavlja vedno več pomislekov, ali so zastavljeni cilji mogoče malo preveč ambiciozni, sploh glede na to, da Evropska unija v globalnem smislu pomeni samo 7% emisij. Imamo predsednika vlade, ki zelo zagovarja obnovljive vire energije. Potem pa gledamo te podobe držav, ki so prepredene s temi sončnimi elektrarnami, in se sprašujemo, a bomo gradili raje drugi blok jedrske elektrarne Krško, ali kje bomo dobili ta manko energije, ki je po zimi seveda ne bi bilo, če bi se res fokusirali samo na sončne elektrarne. Bi morali potem kupovati drago elektriko od drugje. Kakšno rešitev vi zagovarjate? Predvsem me moti ta prva oseba množine. Mi moramo, mi bomo. Živimo v tržnem gospodarstvu. Jaz mislim, da morajo tržni subjekti, posamezniki, podjetja se sami odločati tudi o teh investicijskih poslovnih odločitvah in na koncu trg pokaže, kaj se splača. Ne živimo v nekem državnem centralno-planskem sistemu, kot je bil primer v Sovjetski zvezi, kjer je država rekla, zdaj bomo pa gradili naslednjih 5 let, to pa to. Tako da sam nisem pristaš politiziranja odločitev, katera ali pa favoriziranja posameznih tehnologij. Mislim, da bo to pokazal čas. Sem pristaš varovanja okolja, tudi z vidika umestitve v prostor, čeprav je v Sloveniji to preseglo vse razumne meje in postaja velik problem razvoja ne samo energetike, ampak celotnega gospodarstva. Mislim pa, da je v Sloveniji dovolj streh, industrijskih objektov, degradiranih območij za postavitev vrglave sončnih elektrarn veliko več, kot jih potrebujemo, in da ni potrebe prepresti z temi paneli slovenske pokrajine. Tako da jaz mislim, da te strahovi so neupravičeni. Dejstvo pa je, da na podlagi pocenitev tehnologije, cene sončnih panelov so v zadnjih 5 letih padle za 90%. Na drugi strani izjemne pocenitve baterijskih hranilnikov. Njihove cene so v zadnjih 3 letih padle za 70%. Bo ta kombinacija, mislim, da se bo na dolgi rok pokazala kot neka najbolj smotrna opcija. In kar je najlepše, tukaj niso potrebne velike državne investicije, niso potrebni referendumi, ampak bodo ljudje in podjetja sama ugotovila, da je taka investicija rentabilna in smiselna. Res pa je, še enkrat, da na ta način rešimo v Sloveniji lahko čez desetletje ali pa 2, nekje 8 mesecev na leto, za ostale 4 mesece nimamo rešitve oziroma bomo odvisni od fosilnih virov. Druga opcija je pa neka kombinacija z jedrsko energijo. Prej ste govorili o tem, da je vedno več pomislekov, ali so ti cilji zelenega prehoda preambiciozno zastavljeni, da je o tem vedno več debate na ravni Evropske komisije. Je po vaše posledica tega, da stranke, ki so zeleni prehod zagovarjale, so morda v zadnjem času ponekod po Evropi izgubljale na moči in so tiste skeptične pridobivale glasove, da je to posledica tudi tega, da gre za ponoven razmislek, ker so začutili, da ljudje na ta prehod še niso pripravljeni oziroma da niso pripravljeni žrtvovati svojega načina življenja. Smo ga že pripravljeni sploh žrtvovati? Dobro vprašanje. Jaz bi rekel, da je Evropska unija v krizi. V gospodarski krizi, tudi v krizi vrednot na nek način. Vse to je samo še potencirano najprej z covidno krizo in potem s to energetsko krizo na podlagi ruske agresije na Ukrajino. Gospodarska rast se je ustavila. Ta model blaginje za prebivalke in prebivalce Evropske unije z velikimi socialnimi pravicami, z dobro kvaliteto življenja, se kaže, kot da bo v naslednjih letih vedno bolj ogrožen. In to grožnjo tako ljudje kot politika sprejema na način, da
išče krivce. Ne? Mogoče ne išče, prva faza je vedno iskanje krivcev, ne, šele potem sledi neko iskanje rešitev. Ne? In sploh recimo za te visoke cene energije v zadnjih letih, ne, se marsikdaj, po moje, popolnoma neargumentirano krivi zeleni prehod. Ne. Jasno treba povedati, da ta skokovita rast cen zemeljskega plina in posledično električne energije je izključno posledica naše navezanosti na zemeljski plin iz Rusije po plinovodih. Mi smo dobivali 40% celotne evropske porabe zemeljskega plina iz Rusije in ta tok se je praktično v nekaj mesecih popolnoma ustavil. Ne? In to je povzročilo najprej šok na cenah plina, ker so pa plinske elektrarne trenutno tudi mejne elektrarne v elektroenergetskem sistemu, se je pa ta cenovni šok iz cen plina praktično ena za ena po obliki preselil v cene električne energije, ki so takrat zrasle v koncu leta 2022 za 10-krat. Ne? In to, da se je to iznihalo, se še vedno ni, ker podjetja zakupujejo električno energijo za 2-3 leta naprej. Ne? Mi smo še vedno v nekem posttraumatskem stresu po tej energetski krizi. Ne? In to je ključni razlog za te visoke cene energije, ki so eden izmed vzrokov za poslabšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, še zdaleč pa ne edini. Ne? Jaz mislim, da tukaj bi se bilo treba zelo pogledati v ogledalo z vidika, ne vem, stanja družbe, ki je navajena na udobje, ne, ki samo zahteva neke ugodnosti, ki pripadajo. Na drugi strani se pa vedno manj pripravljena potruditi, odrekati, trdo delati, inovirati, investirati, graditi. In vse te stvari vplivajo na našo konkurenčno pozicijo v svetu, ki se pa izredno hitro razvija. Na eni strani Kitajska, ki je naredila nek neverjeten industrijski preboj na podlagi in izobražene delovne sile, z delavnosti, zelo, kljub temu, da je pač komunistična država, zelo tržnem pristopu, podjetniškem pristopu. In kupovanje inženirjev iz Zahoda, ne? Na začetku ja, ampak še bolj pa, da so pošiljali svoje najbolj nadarjene študente v najboljše zahodne univerze in potem to znanje črpali, na podlagi tega znanja gradili res najbolj napredna industrijska podjetja. Na drugi strani imamo pa ZDA, ne, tudi zelo poceni energijo na podlagi zemeljskega plina, ki ga pridobivajo s to fracking tehnologijo, ne, ki je za njih primerna, ker imajo ogromna neposeljena področja, ne, Evropa tega žal nima, in to uporabljajo kot konkurenčno prednost, seveda v kombinaciji z močnim dolarjem, z svojo geopolitično, da ne rečem temu, hegemonsko pozicijo. Ne. In v tej konstelaciji Evropska unija nekako vsaj v zadnjih letih izpada kot poraženec. Ne. In vse te stvari na koncu porajajo vedno več vprašanj, kako naprej. Prav je, da se tudi ta politika, cilji zelenega prehoda, da se predebatirajo, preučijo in da se postavlja vprašanja, ali so zastavljeni cilji smiselni, ali bi bilo potrebno sploh na podlagi tehnološkega razvoja ali pa zaostanka le tega malo premisliti oziroma korigirati. Ko se pogovarjamo o načinu življenja, ne, ki ga vsaj zaenkrat Evropejci, Evropejke nismo pripravljeni čisto zares spremeniti, se poraja vprašanje, kako bo v prihodnje. Ne? Bomo recimo danes govorili o trgovanju z kuponi, bo v prihodnje, da bi zares zmanjšali ogljični odtis, potrebno uvesti, ne vem, nek osebni ogljični proračun, bo vsak človek dobil svojo CO2 kartico. Kaj mislite, kam bo to šlo? Jaz mislim, da zeleni prehod ne bi smel temeljiti na tem, da se morajo ljudje nečemu odreči. Jaz mislim, da mora temeljiti na novih tehnoloških rešitvah. Ne? Do zdaj iskreno tudi je. Ne? Do danes ne vi, ne jaz, mislim, da nismo bila osebno prizadeta, ne? S to politiko in izvajanjem te politike zelenega prehoda v Evropski uniji. Ne? Kot sem omenil prej, ne? Jaz nisem pristaš teh politično zastavljenih
prepovedi, zapovedi, ne, kot smo prej omenila, električne avtomobile oziroma prepoved avtomobilov z motorji na notranjo izgorevanje. Mislim, da je to napačna pot, ki bo pri ljudeh vzbudila odpor. Ne. Se pa potrebno zavedati, v Evropski uniji tudi globalno, ne, iz kje emisije toplogrednih plinov izhajajo, približno 50% industrija z energetiko, približno 30% promet, ne, to je cestni promet, ladijski, letalski promet in nekje 10, 15, 20% ostali viri. Ne. In vse te vire je potrebno spraviti iz fosilnih virov na elektriko in potem elektriko proizvedeti iz brezogljičnih virov, ali obnovljivih, ali pa jedrskih elektrarn. Na ta način, saj sliši se tako, ne, ta naš način življenja, kot ste ga prej omenil, ne bi smel biti ogrožen. Mislim, da je tudi prav tako, ne, ker če drugače bodo ljudje samo začutili odpor. Ne, ker mi, vsaj Evropejci, še posebej Slovenci, mislim, da smo precej zadovoljni z našim načinom življenja, ne, in vsako grožnjo sprememb sprejemamo kot nekaj negativnega, kar je čisto človeško in normalno. Kako gledate na politiko novega predsednika ZDA onkraj luže? Je to pragmatičnost, kar počne Donald Trump? In konec koncev tudi drugi, ne, Brits. Zelo veliko pridevniki, ne, bi se dalo pisati. To politiko predsednika Trumpa predvsem je drugačna, kot je bila politika preteklih ameriških predsednikov. Precej bolj direktna, precej bolj transakcijska, precej bolj odkrito brutalna, ne, če je bila stvari, ki so bile prej zavite v celofan, pa so se ravno tako potem zgodile, no, so zdaj predstavljene zelo črno na belem, ne, in se ravno tako zgodijo. Ne. Do česa bo to pripeljalo, težko reči. Svet se zelo hitro vrti, ne. Na drugi strani imamo tukaj Kitajsko, ki se vzpostavlja vedno bolj kot resen konkurent tej ameriški poziciji kot najpomembnejše države sveta. Ne. Američani to tudi čutijo kot neke vrste grožnjo, ne. In ta politika zdaj je spet neka reakcijska politika. Ne. Skratka, zgubljamo primat, dajmo ta trend zaustaviti. Ne. Skratka, trgovinski tokovi, dajmo podpirati domačo proizvodno bazo, dajmo zmanjšati uvoz ali pa obremeniti uvoz iz tretjih držav in raje več stvari proizvesti doma. Pri tem pa se naslanjati na svoje energetske vire, v tem primeru največ na zemeljski plin, ki ga je v ZDA v izobilju in je tam daleč najcenejši, globalno gledano. Nekje 5 do 6krat cenejši kot v Evropski uniji in na Kitajskem. A pogrešate vi v odnosu do tega, kar zdaj počne Trump in kako nas, lahko rečeva, po levi prehitevajo Kitajci, neke močne voditelje v Evropski uniji, močnejše kot ta hip obstajajo, ki bi postavili neko bolj jasno agendo, kaj si mi v Evropski uniji želimo in ki bi pospešili tudi birokracijo, ki nas na nek način ovira na poti do ciljev, ki smo si jih postavili. Seveda pogrešam. Je pa vprašanje tudi, kako realno je, da jih dobimo. Ne? Mi smo demokracija. Ne? Volitve so vsake 4 leta. Ne? Vsaka evropska država ima celo plejado različnih strank v parlamentu. In sploh v zadnjem obdobju se vsaka 4 leta vladajoča garnitura v večini evropskih držav zamenja. Ne? Ker so ljudje vedno bolj nezadovoljni, jezni in vedno bolj glasujejo proti nekomu kot za nekaj. Ne? Z tega vidika je zelo težko kot prvo dobiti močnega voditelja, kot drugo pa še bolj pa zagotoviti neko kontinuiteto politik, ne, ki bi bila konsistentna. Ne. Imamo močnega voditelja na Madžarskem, pa mu pravijo diktator. Ne. Imamo, ampak Madžarska je samo ena izmed 28 evropskih držav. Ne, in tle pridemo do naslednjega problema, ne, da Evropa nima enotnega glasu. Ne. Zelo težko je doseči konsens o nekih
pomembnih temah. Ne. Pa ali govorimo o zunanje političnih, notranje političnih, gospodarskih. Vedno so države, ki zasledujejo neko mnenje in države, ki imajo povsem nasprotno mnenje. Na koncu vedno pride do kompromisa, kompromis je pa vedno na nek način mlačen. Ne? In celotna ta konstelacija, mislim, da Evropski uniji zelo otežuje neko vodilno ali pa močno vlogo na globalnem nivoju. Ne? Ta vloga se je mogoče 20-30 let gradila na neki moralni kvaliteti, na neki znanstveni odličnosti, na neki gospodarski odličnosti. Ena za drugo te premise v zadnjih letih padajo. Ne? Tako da najprej se moramo sami vprašati, kaj Evropa lahko svetu ponudi, kje lahko Evropa vodi. Na drugi strani se moramo pa vprašati, kako doseči to neko bolj homogenost, še bolj pa kako doseči neko konsistenco, neko stalnost v naših političnih pogledih, v naših ciljih, v naših idejah. Ste tudi investitor. Kaj je za vas bolje kot investitorja? Verjetno ne, da danes Donald Trump reče nekaj, pa finančni trgi kolapsirajo, pa jutri reče nekaj drugega, pa se spet poberejo. Ne? Ta negotovost, to ni nekaj, kar verjetno koristi. Ja, sem lastnik oziroma solastnik kar nekaj slovenskih podjetij. Cilje, ki jih zasledujem, so samooskrba, odličnost, strokovnost in pa nek čim bolj globalen trg. Ne? Zato sigurno se mi zdi zelo pomembno, kaj se dogaja v svetu. Te spremembe oziroma ta dinamika, ki smo jih priča v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih, je izjemna. Zelo težko se je, kot če me sprašujete z vidika investitorja, na to racionalno odzvati. Jaz sem vedno bil pristaš tveganja, ampak zelo nekega premišljenega, kalkuliranega tveganja. Skratka, oceniti situacijo z vseh zornih kotov, razmisliti, kje so tvoje močne točke, katere nevarnosti pretijo. In ja, v današnjem času je teh nevarnosti ogromno. Ne? Tako da v današnjem času tudi sam zavzemam bolj, bom rekel, tak konzervativen pristop. Ni čas za vlaganje, pravi. Včasih je boljš malo počakati, pa videti, kako se stvari na koncu razpletejo. Po drugi strani pa vsa ta dinamika predstavlja tudi priložnosti. Tako da je zelo individualno stališče, kaj je v tem trenutku najboljše narediti. Jaz mislim, da je najboljše pogledati vase, spoznati sebe, kakšne so tvoji aduti, kje so tvoja znanja, kaj lahko recimo trgu ponudiš, sploh z tega podjetniškega vidika, ob tem seveda razmisliti in oceniti in spremljati te trende. Ne? Na drugi strani se tehnologija, industrija v zadnjem desetletju izjemno hitro razvija. Ne? Prihajajo nove tehnologije, zdaj umetna inteligenca, prihajajo roboti. Tako da priložnosti je ogromno, pravilno se odločiti, ja ali ne, to bo pokazal čas. Ja, kaj pa delniške naložbe? Ne? Zdaj veljalo je pravilo v zadnjih letih, da se najbolj splača vlagati v te stabilne tehnološke velikane. Kako vi vidite to prihodnost tukaj? Jaz sem bil zelo aktiven vlagatelj, to je bil tudi eden od mojih hobijev. Jaz sem bil udeleženec recimo slovenske borze od svojega 14-15 leta, od začetka privatizacije in tako naprej. Sem pa lani zaprl svoj trgovalni račun in se bil sem zelo aktiven tudi na globalnih borzah, se prenehal s tem aktivno ukvarjati. In mogoče je to pomeni, da sem vedno starejši, ampak po drugi strani se mi zdi pa tudi tako dinamičen svet, da če nisem
govorim zdaj o osebnem imenu, če nisem res aktivno prisoten in spremljam vseh teh stvari, vsak dan bi se slabo počutil. Ne? To je samo moje mnenje. Ne? Po drugi strani pa, kot ste rekli, zgodovinski neki donosi prikazujejo delnice kot dolgoročno najbolj smiselno naložbo, je pa spet tukaj stvar osebnih preferenc posameznega vlagatelja, kar pa verjetno res ni smiselno, je pa imeti ogromne depozite na banki, saj v zadnjih 2-3 letih je bilo temu tako in tukaj smo žal Slovenci izgubili kar nekaj denarja, ki nam ga je inflacija pojedla. In vedno bolj konzervativni smo. Ne? Prejšnji teden so tukaj strokovnjaki iz GZS-ja rekli, ne, da gremo v ta nazaj vrčevalni mod, da denarja ostaja zdaj več na banki, manj trošimo. Po eni strani smo Slovenci izjemno konzervativni, po drugi strani smo pa izjemno napredni. Recimo na kripto področju so Slovenci eni izmed vodilnih, globalno gledano, ne, tudi Belekton, recimo, ne, na nekem novem finančnem trgu se je vzpostavil kot globalni šampion. Ne, tako da tukaj je zanimivo ta dualnost, ne bi rekel hazarderji, ampak bi rekel, da smo inovativni, ne, da radi skočimo na vlak nekih tehnoloških sprememb. In zanimiva je ta dualnost. Na eni strani zelo večina konzervativna, na drugi strani pa res posamezniki, ki so v samem vrhu nekih globalnih premikov. Dali ste mi dobro iztočnico. Ne? Smo zelo inovativni. Vi imate podjetje zdaj, koliko, 17 let, Belektron. Ko ste začenjali samostojno pot, ko gledate tedanje podjetniško okolje in ko gledate danes, a se ta inovativnost zdaj nekako zavira z zaostrovanjem okolja za podjetnike, obrtnike, gospodarstvenike, z vsemi novimi davki, ki prihajajo? Sam nisem zadovoljen z trendi gospodarskega poslovnega okolja v Sloveniji že zadnjih 10-15 let, praktično odkar sem podjetnik. In mislim, da se te negativni trendi v zadnjem času še pospešujejo. Jaz mislim, da se v Sloveniji izvaja, in zelo žalostno je, da se neka velika negativna selekcija, ne, ki sili najbolj sposobne posameznike, najbolj propulzivna podjetja v tujino. Ne, in zato so 3 glavni razlogi. Ne. Eno je popolnoma neustrezna davčna politika, govorim samo o obdavčitvi plač, predvsem nadpovprečnih plač, ki dejansko preprečuje večji razvoj podjetij z visoko dodano vrednostjo, z visokim znanjem v Sloveniji. Drugo je ta birokratski primaž, skratka jačanje nekih birokratskih zahtev, ki ravno tako dušijo podjetništvo in zahtevajo, da podjetniki vedno večji del svoje kreativne energije porabijo za izpolnjevanje nekih v večini primerov popolnoma nesmiselnih birokratskih zahtev. In tretje je neučinkovito delovanje pravne države, ne, kjer tisti, ki eklatantno kršijo pravila, pridejo najbolje skozi, država pa na to reagira, na to, da zaostruje zakonodajo, ki prizadene ostalih 98% posameznikov. Imate kaj konkretnega tukaj v mislih? Podjetij, tisti, ki pa eklatantno kršijo zakonodajo, bojo pa tudi novo še vedno kršili. Ne. Mislim, da ni potrebno govoriti o nekih konkretnih primerih, saj jih sami vsakodnevno vidimo v medijih, ne, ampak mislim, da vse te tri vidiki, ta 3 področja so tista, kjer ne bi bilo potrebno oziroma ne bi bilo zelo zahtevno spremeniti posamezne stvari, pa bi na ta način Slovenija, Slovenke in Slovenci umaknili eno težko železno kroglo okoli naših, ki je trenutno okoli naših gležnjev, in bi Slovenija lahko poletela, ker ne pozabiti, imamo izjemne ljudi, izredno delavne, smo med najbolj izobraženimi narodi na svetu, ne? Mi bi mogli spodbujati inovativna podjetja, podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, in podjetja, ki nadpovprečno visoko plačujejo
svoje delavke in delavce, delamo pa ravno nasprotno. Se že dogaja, ne, da velikani, tudi podružnice tehnoloških gigantov odhajajo iz Slovenije, pravijo, ne bodo se več vrnili kar tako nazaj. Ne? A vi verjamete, da se nam obeta v prihodnjih letih res lahko nek množičen odhod podjetnikov iz Slovenije? Večji problem je to, da se to že dogaja, ne? In to na taki subtilni, taki ravni pod površjem. Ne? Da se podjetniki v zadnjih letih selijo oziroma da odpirajo nova podjetja izven Slovenije. Startupi, recimo. Ne? Vsak startup, ki doseže neko fazo, ki potrebuje finančno in kapitalsko injekcijo. Ne? Najprej žalostno, da jo ne dobi v Sloveniji, da jo dobi v 95% primerov iz tujine. Ne? In ko jo dobi, takoj seli svoj sedež, ne vem, ali na Nizozemsko, ali v baltske države, recimo, ali pa v ZDA. In to je spet del te negativne selekcije, ki se nam dogaja. Ne? Skratka, da najboljši posamezniki, najbolj perspektivna in ambiciozna podjetja odhajajo v tujino, po drugi strani pa spodbujamo, tudi subvencioniramo neke stare industrije, delovno zahtevne, za katere pa nimamo dovolj delavcev in potem te, bom rekel, nekvalificirane, neizobražene delavce uvažamo iz tretjih držav. Ne. Mislim, da to ni pravilen pristop k gospodarski politiki. Dogajajo se pa te spremembe počasi, ampak enkrat bo sigurno prišlo do neke točke preloma. Ne. Ampak pravite, če zaključiva, ne, da ne glede na zaostrovanje poslovnega okolja ljudem z idejo, svetujete kaj, naj vseeno poskusijo? Jaz sem ponosen, da sem Slovenec, vesel sem, da sem rojen v Sloveniji, da sem se šolal v Sloveniji, da sem ustanovil podjetje v Sloveniji, da plačujem davke konec koncev v Sloveniji, čeprav me boli glava, ko vidim, kako se s tem denarjem ravna. Ampak mislim, da še vedno Sloveniji se da in da Slovenci moramo slediti svojim sanjam tudi v podjetništvu. Ne. In tisti uspešni podjetniki, če bomo vsi šli v tujino, bomo s tem naredili Sloveniji medvedjo uslugo, moramo ostati tle ali pa smiselno je, da ostanemo tukaj in skušamo z dobrimi vzgledi, z idejami, z znanjem, z nekim spoštljivim dialogom soustvarjati in javno mnenje. Premier celo rekel, saj lahko gredo na Hrvaško. Ne? Vsak lahko gre, ne? Ampak kaj to pomeni? Ne? Da na ta način priznamo neke vrste poraz. Ne? Jaz ne želim in ne mislim priznati poraza, želim ostati tukaj in želim aktivno pripomoč k temu, da bo Slovenija za Slovenke in Slovence postala bolj gostoljubna država in država, ki bo omogočala ne samo kvalitetno življenje, ampak tudi konkurenčno poslovno okolje, kjer bomo lahko razvijali uspešna podjetja, kjer bomo lahko zaposlovali domače kadre z visoko izobrazbo in jih tudi dobro plačali. Gospod Boštjan Bandelj, hvala za obisk na Domovini in seveda hvala za vaše pronicljive odgovore. Hvala za povabilo. Bila je zanimiva debata, hvala za pozornost, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Vidimo se prihodnji teden.